Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, naj v mojem imenu in v vašem imenu tukaj iz osrednje, velike, kristalne dvorane predsedniške palače pošljem vsem Slovenkam in Slovencem doma, v zamejstvu in po svetu, vsem državljankam in državljanom naše iskrene čestitke ob današnjem državnem prazniku z najlepšimi, najboljšimi željami za našo mirno, varno in uspešno prihodnost. Zelo sem vesel, da ste me počastili z vašim obiskom. Po tem kratkem nagovoru, po kratkem kulturnem programu vas vabim, da si prostore predsedniške palače tudi ogledate. Sprejel vas bom v moji delovni in uradni pisarni, odgovoril na kakšno vaše vprašanje. Upam, da boste imeli lep doživet dan. Predtem mi dovolite, da rečem v zvezi z današnjim praznikom dve stvari. Najprej, danes praznujemo trenutek, kot je rekla naša voditeljica, ko se je iz Slovenije po koncu 10-dnevne vojne, po Brionskem sporazumu, potem, ko ga je verificiral naš parlament, poslovil še zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade. Slovenija je bila naposled 25. oktobra, pozno zvečer, svobodna, ozemeljsko povezana, politična oblast je v celoti nadzorovala našo domovino. Slovenija je postala tudi sicer de facto suverena država. To je bil velik dogodek. Rad bi, ker vidim tukaj mlade ljudi, da tudi mladi ljudje na nek način razumete, kako proslavljamo državne praznike, ki so povezani z velikimi prelomnimi trenutki glede ustanovitve naše države, začutite to pomembnost, to prelomnost, nekaj, kar se je zelo pomembnega zapisalo v našo zgodovino in bistveno vpliva na pogoje, v katerih vi živite in odraščate. Rad bi, da se spomnite, in to je moja prva misel, sporočilo, povabilo vsem nam, da nikoli ne pozabimo te enotnosti, ki je prevevala slovenski narod, ljudi na Slovenskem pred osamosvojitvijo, med njo in tudi neposredno po njej. Ko smo, začenši s prvimi demokratičnimi volitvami, prišli do plebiscita, se na njem plebiscitarno izrekli za suvereno državo, jo potem tudi razglasili, jo enotno ubranili, dosegli njeno mednarodno priznanje in jo tako pospremili na pot, da nas danes varuje, nam daje moč, samozavest, da krmarimo skozi prihodnost, ki jo boste pravzaprav vi, mladi ljudje, najbolj oblikovali, ko boste v prihodnjih letih in desetletjih na svojih delovnih mestih, kjerkoli že, ustvarjali to prihodnost. Prosim vas, da te enotnosti, ki je prevevala slovenski narod, ne pozabite. Če bi se kadarkoli proti naši volji znova zgodili za nas pomembni prelomni dogodki, jo imamo v zgodovinskem spominu kot vabilo, da storimo takrat, ne glede na razlike med nami vse, da se dogovorimo o našem skupnem ukrepanju, da zavarujemo naša nacionalna in državotvorna stremljenja. Druga stvar, ki bi jo rad rekel danes ob tem državnem prazniku, je povezana z vojno v Ukrajini. Vsi mi si želimo, da bi bilo čim prej konec vojne, da bi bila prekinitev ognja in da bi se vsa vprašanja reševala po mirni poti. Ampak, ko izpričujemo to čisto človeško željo po miru, moramo tudi, to govorim v luči današnjega praznika, upoštevati željo ukrajinskega ljudstva in njihovih suverenih, legitimnih političnih voditeljev, da storijo vse za to, da ko bo nastopil mir, bo to pravičen mir. Če bi v času našega osamosvajanja, recimo v 10-dnevni vojni za samostojno Slovenijo, mednarodna skupnost takrat Slovenijo prisilila, da se ne upre agresorski jugoslovanski ljudski armadi, bi morda prihodnost od tedaj dalje bila drugačna. Mi smo
želeli osvoboditi Slovenijo in smo tudi jo sami takrat. Isto pravico do obrambe države imajo danes naši ukrajinski prijatelji. Njim je položena velika odgovornost, da naposled osvobodijo svojo domovino, nam pa, da jim stojimo ob tem ob strani. Seveda, nikoli ne smemo prezreti priložnosti, da izkoristimo možnost za mirno reševanje sporov, toda ta priložnost mora biti tedaj, ko jo bo kot tako ocenilo ukrajinsko ljudstvo in njihovo politično vodstvo. To je tako zelo pomembno, da se mi je zdelo danes ob tem državnem prazniku, ko praznujemo odhod zadnjega vojaka JLA pred 31 leti z ozemlja naše domovine, vredno ponoviti. Našo neko moralno, politično dolžnost, da pravzaprav iz svojega zgodovinskega spomina črpamo izkušnjo, ki jo razumemo pri ukrajinskih prijateljih v trenutkih, ko so predmet agresije sosednje Ruske federacije. Spoštovane gospe in gospodje, danes je državni praznik, ni sicer dela prost dan, rad pa bi, da ga vsi mi vendarle nekako, če ne drugače, vsaj v svojem srcu, v našem spominu obeležimo. To je pomemben dan, dan suverenosti, to je praznik, ki je med najmlajšimi v naši domovini, pa vendar se mi zdi postopoma dobiva mesto v našem zgodovinskem spominu in tako je tudi prav. Še enkrat vabim vas, da ob obisku v predsedniški palači uživate, da ste tudi malček razposajeni, čeprav je državni praznik. Jaz se bom vašemu veselju pridružil. Ko bo konec prireditve, se srečamo v moji pisarni. Prosim, pripravite najtežje odgovore. Najtežje vprašanje se bom pa potrudil, da bom na nje odgovoril. Hvala za vašo prijaznost, za vašo navzočnost. Imejte lep in doživet dan. Hvala.